Vidite, je že konec aprila, še malo pa maj, pa junij, pa do že počitnice, bomo se odli kopati, pa na morje. No, zdaj je bila velika noč, upam, da ste se ne preveč nageli, pa kad lejko ustali z nami do konca oddaje, ko mu si pogledali, kako je Laura šla v grad v sobote, udeležila se je nekših velikonočnih delavnic, pa muzej si je pogledala. No, zdaj so pa z Nikojem pred šolo, gdje imajo gnes ekodan, pa bomo malo šla notri poprašati učence, kaj delajo. Smo pri učencih 9. B razreda. Z nami je Timi, ki nam bo povedal, kaj počnejo. Mi analiziramo ankete, ki so jih reševali učenci 9. B razreda. Kaj boste pa izvedeli iz teh anket? Koliko energije porabimo za rabo žarnic, različnih žarnic, neonskih žarnic, varčnih žarnic. Zakaj pa je to pomembno? Da bi vedeli, koliko pač energije porabimo. Kaj danes počnete? V bistvu vse skupaj merimo z vodo, kako varčujemo, pa potem z elektriko, pa tako. In potem z grafom ugotovimo, kako je splošno naprej v naši šoli in v državi, kako varčujemo z elektriko, pa z vodo. S čim se danes ukvarjate? Merimo temperaturo na gorilniku, pa z ledom, pa soljo, pa v zraku učilnice merimo temperaturo. Ste odkrili še kaj zanimivega? Ja, naprimer, da je voda z ledom in soljo bolj mrzla, kot pa samo z ledom. Mi lahko na kratko poveš, kakšno nalogo imate? Delamo pač v sončnih pečeh po lekturah, pač nekše predstavitve, neke vrste seminarske. Ja, v PowerPointu pač delamo predstavitve, pa malo tako pisujemo. Kaj pa vi delate te venem? Delamo preizkuse z izolatorje. Kaj pa so da oblečene te vaše lepe glaže? Enega smo oblekli v črno, enega v alufoliju, enega pa v belo. In zakaj pa to dobro? Zato, ko ugotovimo, što bolje prepušča pač toploto. Kaj pa so sploh to izolatorje? To so snovi, katere pač ne prepuščajo toploto. Lahko na kratko poveš, kakšno nalogo imate? Izdelujemo sončne peči. Aha, na kakšen način pa delujejo? Ja, pač to stoji tako, potem da sonce sveti, pač se not posveti tudi tako, pa tu je šalca, pa te se tisto segreva. Pa če bi to dolgo segrevali, če bi bila to večja, pa vse bi lejko normalno skijo nekaj na to. Tu ste. No, zdaj bomo si še prišli malo pogledno čistilno napravo pa odlagališče smeti v Puconca, ker so se udeležili učenci razredne stopnje. V torek 19. aprila smo imeli ekodan. Zjutraj smo si učenci 4. in 5. razreda odšli peš ogledati čistilno napravo. Tam nam je gospod pokazal postopek prečiščevanja vode.
ide tu zdaj naprej, pride v tega malo bazena, to mi pravimo peskolov pa maščobnik. Peskolov, se pravi pesek je težji, pa se seda tu na dno tega bazena in tega pumpa isto črpa se nazaj gor, pa v te kontejner kaplje, ko ste videli. Z avtobusom smo se odpeljali v Puconce, kjer smo si ogledali zbirališče odpadkov. Tu za mano to je sortirnica. Mi tu dobimo odpadke, vse pa so ločeno zbrane. To so papir, plastika, to, ko dejansko že vi v soboški občini že vsi delate, ne? Papir, plastika, steklo, ne vem, ko imate vse še doma, glavno to pride vse sem. Ugotovili smo, da moramo skrbneje ravnati z odpadki, saj s svojim početjem uničujemo planet. Ponedeljek 18. aprila smo imeli športni dan. Z učenci smo se odpravili na osnovno šolo Ena Murska Sobota. Izvedli smo tek solidarnosti, katere pobudnik je Slovenska Karitas. S tem tekom smo želeli biti solidarni do ljudi revnejših držav, posebej Afrike, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadevajo. S pretečenimi kilometri smo na ta način pomagali graditi krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. Prispevek nas učencev razredne stopnje je 125.400 metrov. Če mislite, da se bomo tokratni oddaji samo igrali, se motite. Obiskali bomo velikonočne delavnice in če bomo našli gospod Tamaro, si bomo ogledali tudi Pokrajinski muzej Murska Sobota. Zdravo, kaj pa delaš? Zajčeke. Lepo si naredil. Lepo si začel. Kaj pa vi kaj delate za veliko noč?
Zajčeke pa velikonočna jajca. Mi lahko malo predstaviš, kako izdelujete velikonočno jajco? Da smo z voskom in voščenkami prvo narisali, potem je učiteljica vzela in dala v posodo, potem smo pa dobili jajca. Rdeča in zlato smo imeli barvo. Je veliko noč lep praznik? Zelo mi je všeč. Na današnjih delavnicah izdelujemo zajčke. Otroci iz šol, iz osnovnih šol rišejo zajčke na les z tempera barvicami, po svoji domišljiji jih okrasijo, ker znajo, kaj pomeni zajček za veliko noč. Izdelovali pa bomo tudi rožice iz krep papira, s katerim se lahko tudi doma okrasijo domovi, lahko se tudi zajček okrasi, tako da spoznavamo stvari, katere so delali pred nami naši dedki, pa naše babice, pa še praprababice. Kaj pa izdelujete? Danes izdelujemo remenke, prave prekmurske z batik metodo. To pomeni, ko smo na jajčka risali z voskom, potem smo jajčka obarvali in na koncu, ko se ta barva posuši, se še vosek z nožekom, tako kako dela tu dečko, postruže od strane in dobimo prave dvobarvne remenke. Eni so pa svoje remenke še dodatno okrasili z voščenkami, kot je tale remenka, tu naprej, pobarvana z voščenkami in potem tudi namočena v rdečo barvo za jajčka, za velikonočne pirhe. Izdelujem jajčka, z voskom sem pisal, malo sem barval krede in lupil sem vosek. Tako da lep vzorec prišel ven, ne? Kako vi kaj doma praznujete veliko noči? Imate zajtrk ali večerjo? Ponavadi imamo večerjo, da barvamo jajčka brez voska, da jih s čopičem natančno, pa da prvo pihamo ven to rumenjak pa beljak, da se ne razbijajo. Z voskom sem narisala vzorec, pa z voščenkami ga zdaj barvam. V redu, nam lahko poveš, kaj je tebi veliko noč? Lep praznik? Ja, zato ker barvamo remenke. Pa doma barvate na isti način ali imate kako drugo metodo? Ne, mi pa damo en takšen papir gor in potem barvamo gor na papirju. Trenutno se nahajamo v 7. razstavnem prostoru Soboškega muzeja, Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, v bistvu v prostoru, kjer predstavljamo začetek novega veka. Veliko zgodb se tu prepleta, smo pa na stalni razstavi, naši muzejski. Nam malo opišete vaš muzej? V našem muzeju je vsak dan na ogled stalna razstava, ki predstavlja zgodovino Pomurja. Vse od prazgodovine, se pravi od mlajše kamene dobe pa do današnjega sodobnega časa. Poleg te stalne razstave
Pa imamo tudi občasne gostujoče in avtorske domače razstave na različne teme, od zgodovinskih, arheoloških, etnoloških, likovnih razstav. Trenutno si lahko še ogledate razstavo Božidarja Jakca, ki bo odprta na ogled vse do 5. junija. Poleg razstav pa ponujamo tudi razne delavnice za otroke, predšolske otroke, osnovnošolce, srednješolce, pa tudi za odrasle in za družine. Te so najbolj pomembne, kajti starši, stari starši, prijatelji lahko pridejo skupaj z vami, učenci, osnovnošolci, malo mlajšimi in pa tudi starejšimi. Zakaj pa naj bi bil muzej primeren oziroma zanimiv za take, kot sem jaz? Kaj je zanimivega? Taki, kot si ti, se v šoli že učite o zgodovini domačega kraja, o zgodovini naše dežele, o evropski zgodovini in vse te zgodbe, v katere je vpleteno tudi Pomurje in Prekmurje, lahko tu v muzeju doživite bolj pristno, z predmeti, ki so stari 500, 1000, 2000 ali še več let, pa tudi mlajšimi, z raznimi dokumenti, z raznimi novimi informacijami, vse, da nadgradite vaše znanje, pa da seveda vašo radovednost še nekoliko lažje, pa tudi bolj zabavno si potešite, kajti tu ni klopi, ni tabel, ni šolskih razredov, so žive muzealije, med katerimi se lahko sprehodite, samo dotikati se jih ne smete. Ta muzej je bil ustanovljen pred več kot 60 leti. Sama razstava, na kateri se pa danes nahajamo, pa je tudi že stara 13 let. Leta 1997 je bila odprta, leta 1999 je pa dobila posebno priznanje Evropskega združenja muzejev, ki vsako leto enemu izmed evropskih muzejev podari naslov Muzej leta. Naša razstava je pa za to svojo postavitvijo, za to zgodbo, ki jo pripoveduje, se pravi o zgodovini tega prostora, dobila posebno priznanje, na katero smo zelo, zelo ponosni. Mi smo se v šoli tudi učili o kustusih, pa nam lahko malo predstavite ta poklic? Tudi sama sem kustodinja ali kustosinja in sicer pedagoginja, drugače smo pa kustosi, skrbniki zbirke, skrbniki muzealij in tisti, ki skrbimo za programe v muzejih in galerijah. Tako poznamo poleg kustosov pedagogov tudi kustosa zgodovinarja, kustosa umetnostnega zgodovinarja, kustosa arheologa, etnologa, pa še specialni muzeji, kot recimo Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, ki je največji muzej pri nas, ima še potem kustosa numizmatika in še vrsto kustosov in vsak ta kustos je odgovoren za svojo zbirko. Prav zdaj se nahajamo v prostoru, kjer predstavljamo rimsko obdobje v Pomurju, oziroma antično obdobje. Vse te najdbe, ki naj jo obkrožajo, vsi ti lonci iz gline, stekleni izdelki, kovinski izdelki, od novcev do kosov nakita, fibul oziroma sponk, vse so to ostanki iz antičnega obdobja, kakor tudi edina predstavnica kiparskih izdelkov antike, to je do polovice, spodnje polovice ohranjen del ženskega kipa. Kar je pa še posebej zanimivo in za naše mlajše, pa tudi starejše obiskovalce, pravi magnet v tem prostoru, je pa tale zemljevid, pred katerim se trenutno nahajamo. Nam lahko predstavite ta zemljevid? Ta zemljevid je poseben zato, ker imamo narisano ozemlje Pomurja, z belo je označeno Prekmurje, ter še del onstran reke Mure, se pravi celo Pomurje. Potem pa imamo tu spredaj gumbe, ki, če pritisnemo na nje, zasvetijo lučke. Vsaka lučka pa predstavlja eno najdišče iz prazgodovinskih dob. Se pravi, od bakrene dobe, pa potem naprej bronasta doba, kjer se že vidi, da je bila poselitev veliko manjša, železna doba, kjer smo našli le redke ostaline, ter rimsko obdobje, kjer je spet veliko rumenih lučk, kar pomeni, da je bilo veliko najdišč iz rimske dobe. Kot vidim, so tukaj tudi gomilna grobišča, jih lahko opišete? Gomilna grobišča so pa grobovi, ki prav tako datirajo v obdobje Rimljanov v Prekmurju. In sicer tu za mojim hrbtom si lahko obiskovalci ogledajo kamnit grob oziroma kotanjo
groba, v katero so položili žare. Šlo je za pokop z upepelitvijo, k žaram so pridali tudi osebne predmete pokojnega, otroci so zraven dobili tudi igrače, kajti ljudje, ki so živeli v tem obdobju, so verili v posmrtno življenje. In da pokojniku ne bi nič manjkalo v drugem življenju, na drugem svetu, je sabo kot popotnico dobil osebne predmete in take gomile, ki so danes kot neki hribčki v naravi. Če se pogledate ti dve črno-beli fotografiji, se najdejo še danes širom Prekmurja in v njih se lahko skriva en ali pa več grobov z temi grobnimi pridatki. Kaj je drugi mesec neko bavkše volej. In kako ti je kaj bilo? Pa vredi, tebe? Pa ti. Ja, to je bila naša oddaja, upam, ko vam je bila všeč, pa ko se vidimo drugi mesec. Zdaj vam pa želiva, ko fajn preživite velikonočne praznike, pa ko se ne preveč najeste. Dio! Adio!